Direktor Centra za zaščito in reševanje Domžale, danes imate tu, vidim, spet noro, otrok, staršev, detkov, babic, polhan. Ja, lahko bi rekel, da je namen dneva CZR dosežen. Zelo smo veseli, da se nam pridruži toliko naših najzvestejših in največjih oboževalcev, to je otrok, da jih starši spodbujajo, da jih pripeljejo na ta naš dan, ki je namenjen njim, namenjen je pa tudi občanom, zato da pokažemo, kdo smo, kaj počnemo, kako smo opremljeni in da so lahko ponosni, da imajo v Domžalah take gasilce. Kako dolgo ste pa preštimavali za te točke, ko jih danes imate spet ogromno točk? Ja, pa vsak let je kaj novega. Jaz sem zelo ponosen na to, da vse, kar je tukaj danes videti, je plod idej ali pa idej in pa sama izvedba je plod zaposlenih, se pravi, čisto vsak izmed 50 zaposlenih je dodal delček v ta današnji dan. Zelo ponosen sem pa tudi na to, da je od 50 zaposlenih 2 sta v službi v Leku, eden je na Vranskem v tem trenutku, ostali 47 je pa tukaj. Od tega se jih 41 ukvarja z delavnicam, 6 jih je pa noter v CZR-ju, pa je pripravljenih za morebitno intervencijo. Se pravi, smo tudi ob takem dnevu, ki je zelo sproščen, pripravljeni, da če se kaj zgodi, da odreagiramo tako, kot se od nas pričakuje, se pravi hitro, strokovno in pa učinkovito. Pa, ko imate toliko točk pa tega, to ste mogli kar nekaj cajta, par mesecev že verjetno tuhtati pa računati, kaj bo, ne? Ja, ena od zanimivosti je ta, da ko se bo tale dan zaključil, ko bomo zaključili prikazno vajo, bomo tole vse skupaj pospravili, potem se bomo pa vsi zbrali tamle v garaži, nekaj pomalcali, nekaj dobrega popili in mrzlega seveda. In že danes bojo začele padati ideje, kaj bomo drug let novega naredili. Tako da praktično od dneva CZR do dneva CZR stajajo neke ideje, ki se pa pol normalno, kakšne 14 dni pred samim dogodkom malo bolj intenzivno začnejo realizirati. Tako da ja, je nekaj dela, ampak nam je to veselje in jaz zelo spodbujam sodelavce, da v bistvu z razmišljanjem, pa ustvarjalnostjo v bistvu krepimo nek timski duh in pa ne nazadnje tudi sami sebe malo prisilimo, da se razvijamo in da smo kreativni, no, kar je pri našem delu zelo velikokrat zelo pomemben, ker ni recepta, ne, ob dogodkih, intervencijah, sicer so neka pravila, ampak čisto točnega recepta pa ni, ker dogodek nikoli ni do potankosti enaki in moraš biti kreativen in to je tudi pol malo povezan z našim delom. Pa imajo fajn otroci kartončke od vseh vaj, ki jih morajo izvesti, ne? Ja, in pol tudi vidim, da tam hot dog dobijo za nagrado, ne? Ja, vsak, se pravi, na voljo je 9 točk, razdeljene so po starostnih 3 starostnih skupinah. Otrok, ki pride, se zvesti tamle na info točki, dobi kartonček, gor se napiše njegovo ime, zato da vsi na točkah vejo, kako je temu otroku ime, da ga lahko tudi spodbujajo. In ko zbere 4 aktivnosti, se pravi 3 ima predpisane, kjer je mora zbrati, ena je po njegovi lastni izbiri. Lahko pa tudi vse? Lahko vse, lahko oddela, ampak 4 mora minimalno zbrati, 4 štampilke, potem dobi nagrado. Letos je nagrada, tudi to mora boje, da vsako leto imamo za otroke neko nagrado, ki je spet plod naših idej, naše ideje in pa tudi izvedba je, bom rekel, skoraj naša, s pomočjo kakšnih zunanjih izvajalcev. Letos smo pripravili igro Spomin. Na igri Spomin so sličice, naši levčki, to so CZR levčki in ni samo, da bi mogli iskati 2 isti sličici, ampak moramo iskati tematsko povezavo. Se pravi, na sličici je dogodek, ki se je zgodil,
Na ta drugi sličici paru je pa gasilec z opremo, ki posreduje ob takem dogodku. Se pravi, na eni sličici je recimo prometna nesreča in na ta drugi sličici, ki je par pri temu spominu, je gasilec, ki je opremljen z opremo za tehnično reševanje. Tako da je spomin namenjen tudi malo starejšim, mogoče tudi malo bolj tazga izobraževalnega gasilskega namena ali pa gasilske tematike. Poleg tega, pa tako kot sem že prej omenil, kaj pri gasilcih to pomemben dobra malca. Pri nas je tradicionalno to klobasa pa pivo, ker otrokom ne moramo dati klobase pa piva, dobijo hot dog, ki ga imajo zelo radi, tako kot bomo mi radi klobase, a ne? In pa ledeni čaj, ki je pa tudi prav posebej za ta dogodek narejena nalepka in pa napolnjen prav za dan CZR. Tako da je v bistvu tudi to ena stvar, ki se ne da kupiti v trgovini, mi se lahko dobi samo tukaj, s tem, da če hočeš dobiti, se moraš pa malo potruditi. Pa zdaj, par let nazaj ste pa tudi imeli, da ste šli kostane nabirati, da ste pol za otroke tudi kostane imeli. Ja, eno leto smo pekli kostane, ampak glede na številčno udeležbo, se pravi, danes bo tukaj aktivno se udeležil delavnic več kot 500 otrok, je to huda številka, da enostavno ne moramo podelati, ne moramo zagotoviti, da bojo vsi, ki bi želeli dobiti kostan, ga bi dobili in smo se odločili, da ga ne bo več. Lepo, hvala. Ja, tudi vam. Hvala za tak čudoviti dan, zdaj nas še pa čaka vaja, ne? Ja, vaja bo pa 15:06, je v bistvu zaključek dneva CZR, je neka prikazna vaja, vsakič spet z neko tematiko, se pravi, ni to samo gašenje, ker gasilci nismo samo tisti, ki gasimo požare, ampak počnemo še vse kaj drugega. Letos vam bomo predstavili delo z avtolestvijo, to pomeni reševanje z višin in pa gašenje na višini. Avtolestev je naša nova lanskoletna pridobitev in je prav, da jo pokažemo tudi občanom, kako z njo posredujemo. Tako da se bo dogajal tamle v stolpu in pa na strehi CZR-ja en dogodek, ki ga bomo z to opremo, ki jo imamo in pa z našim znanjem uspešno sanirali in bo zadeva koliko mora biti, se pravi, posredovanje bo tako, kot mora biti, koliko ga znamo v realnih situacijah. Bi pa izkoristil to priliko, pa bi se zahvalil še Domžalcu za vso podporo vsa ta leta pri tem dogodku in pa pri vseh drugih dogodkih. Mislim, da je to tudi to sodelovanje v takih mirnodobnih dogodkih z neko otroško vzgojno tematiko tudi zelo pomemben, tako da se zahvaljujemo za to podporo in upamo, da bo tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala, srečno. Srečno. Na pomoč, ne? Na pomoč, tako je. Fino. Bliže Petka, veter piha zdaj. Evo.
Kaj gasilcev bo, a novih? Da pa višli penzion, poloni pridejo. Mi ga novo videla, mi ga novo videla. Bote, bote. Zdaj pa špricat, ajmo! Ajmo špricat, špricat! Evo! Že je pogaslo! Gdje se pa kresli?
poleg konca letošnjega dneva CZR. Prej so vaši starši sprašvali, ko ste prišli tamle po darila zaslužena, pa na hot doge, koliko so dolžni, pa koliko kaj stane. Pri nas probamo se iti eno filozofijo, da ni denar vse. Pa bi vas vsem povabil, da na nek drugačen način mojim sodelavcem date eno priznanje, za kar so danes pripravili, pa dajte to narediti z enim velikim aplavzom. Vam se še enkrat zahvaljujem za udeležbo na letošnjem dnevu CZR. V oktobru vas bojo vaši otroci nas bodo obiskali v okviru šol, vrtcev, tako da se z večino še enkrat srečamo tukaj pri nas. Zdaj pa mislim, da so izpolnjeni vsi pogoji, se pravi, nastal je izredni dogodek na objektu CZR. Kaj se je zgodilo, kako bomo ta dogodek reševali, pa vam bo povedal poveljnik CZR Matjaž Markužič, ki mu predajam mikrofon. Hvala še enkrat, pa lepo se majte. Hvala lepa, tovariš direktor, še enkrat. Zadnjič lep pozdrav v Centru za zaščito in reševanje Domžale, kjer je danes 50 zaposlenih. Poklicni gasilci so razdeljeni v 4 delovne izmene. Upravljamo javno gasilsko službo v občini Domžale skupaj, ponosno, skupaj 14 prostovoljnimi gasilskimi društvi in pa 2 prostovoljnimi industrijskimi gasilskimi društvi. Opravljamo tudi naloge GEŠP, kar pomeni, da opravljamo naloge zaščite in reševanja v prometnih nesrečah z nevarnimi snovmi na območju občin Trzin, Moravče in pa Lukovica, in pa pretežen del našega dela, velik del našega dela je tudi skrb za preprečevanje nastanka požara v kemični, farmacevtski in pa industriji kartona. Za današnji zaključek delovnega dne oziroma za zaključek dne, ki ste ga preživeli z nami, bi vam želeli prikazati našo zadnjo pridobitev, in sicer gasilsko avtolestev, uporabo, način uporabe, možnosti uporabe gasilske lestve ob izrednih dogodkih. Strokovno javnost bi že zdaj upozoril, da pač strokovnega vidika vsi postopki ne bodo prikazani v pravilnem časovnem zaporedju. Vse skupaj smo mogli prilagoditi pač našemu simulatorju, ki nam je bil dan v uporabo. Pa da ne bom predolg, dogodek, ki se je zgodil, gre za požar stanovanja v visokem objektu v občini Domžale. Dim se iz stanovanja dviga po stopnišču in širi v višja nadstropja. Po prvi informaciji je v objektu so ujete ogrožene osebe, natančnega števila ogroženih oseb ne poznamo. Po klicu iz regijskega centra za obveščanje v dispečersko sobo CZR Domžale se je vodja intervencije odločil, da opravi izvoz iz vozom 2 GVC-1 s 6 gasilci, vozom številka 9 gasilsko avtolestvijo z gasilsko skupino oziroma 3 gasilci. Za njimi bo fiktivno izvozila gasilska avtocisterna z gasilsko skupino in pa aktiviral je domače lokalno prostovoljno gasilsko društvo. Gasilski vlak je speljal iz garaž Centra za zaščito in reševanje Domžale in pa seveda iz prostovoljnega gasilskega društva in je trenutno na poti ob upoštevanju cestno-prometnih predpisov, seveda primerno označeno s svetlobnimi in pa zvočnimi signali, s katerimi opozarja, da so vozila na nujni vožnji.
po prihodu na kraj opravil oceno situacije, oceno požara, število ogroženih, ugotovil je, oziroma oseba zadolžena izvajanje evakuacije iz visokega objekta mu je sporočila, da so v objektu ogroženi ostali 3 ljudje. Dim se iz nadstropja širi v višja nadstropja. Glede na situacijo se je odločil, da bo izvedel napad z namenom preiskovanja, reševanja in pa gašenja v gorečem stanovanju preko avtolestve. Glede na oceno stanja in pa odločitev za izvedbo je Martin določil postavitev vozil. Predvsem je tukaj pomembna postavitev avtolestve, ki mora biti postavljena v ustrezni razdalji od objekta. Poseben poudarek mora postaviti, se pravi nameniti stabilizaciji samega vozila, upoštevati, da postavitvena površina zahteva, se pravi avtolesto zahteva približno 60 kvadratnih metrov, 11x6 metrov veliko površino, s katere lahko uspešno dela in pa seveda nuditi mora ustrezno stabilizacijo, da lestev lahko doseže višino potrebno, ki je potrebna za samo reševanje. V tem trenutku sledi priprava avtolestve za izvedbo napada. Pripravlja se tudi napadalna skupina, lahko jo vidite pred stolpom, ki bo izvajala notranji napad. Gasilska skupina je opremljena z zaščitno gasilsko obleko za gašenje požarov v notranjih prostorih, tako imenovano težko obleko. Na sebi imata gasilca izolirni dihalni aparat, ki omogoča zaščito dihal oziroma dihanje čistega zraka z avtonomijo približno 30 minut. Ta avtonomija je pač odvisna od teže samega dela, ki ga bosta mogla opravljati, in pa seveda sta ustrezno opremljena za izvedbo naloge napada, kar pomeni, pripravlja se C-napadalni vod z ustrezno zalogo cevi. Gasilca sta opremljena z radijsko postajo, ki je namenjena podajanju informacij, ki jih vidite v notranjem prostoru vodi intervencije. S sabo bosta vzela gasilsko sekiro, preiskovalno vrv, ki jima bo pomagala pri gibanju v prostoru in pa preiskovanju samega prostora. Vzela bosta tudi termokamero, ki bo omogočala hiter pregled prostora, ugotavljanje temperature v prostoru in pa seveda omogočala lažje preiskovanje, iskanje morebitnih ogroženih oseb, in pa svetilka, ki naj bi omogočala boljšo vidljivost v prostoru. Moram tukaj pa poudariti, v primeru, ko je prostor zadimljen, je svetilka približno koliko dolge luči v megli, da se boste lažje predstavljali. Če pogledamo od avtolestve proti gasilskemu vozilu s cisterno, se dogaja, se pravi, fantje zagotavljajo vodo za gašenje. Vodo za gašenje bodo vzeli iz gasilske cisterne, ki ima zalogo 3000 litrov. Od tega vozila bodo napeljali 5-tlačni vod do razdelilca, tako imenovanega trojaka, ki je postavljen čim bolj v bližini lestve. Za trojakom postavijo tako imenovani omejevalec tlaka, ki omogoča blaženje tlačnih udarov, ki nastajajo pri odpiranju, zapiranju ročnika oziroma monitorja. No, vidimo, da napadalno skupino je strojnik avtolestve že uspešno uspel transportirati do nadstropja nižje, kjer bosta kolega trenutno izvajata vstop v prostor. Njihova naloga je preiskovanje, prezračevanje, reševanje in pa gašenje v prostoru, kjer gori. Se pravi, po stopnišču se bosta pospela v nadstropje više in skozi vrata stopila v prostor.
Nevarnosti, ki pretijo na njuno delo, so predvsem gosta dimna masa, ki smo jo lahko videli izhajati iz okna nad dostopom v prostor, vidljivost, da dejansko v tem trenutku je nič, sama gostota dima otežuje hitrost napredovanja, sili gasilsko skupino k tlom, na gasilce močno vpliva tudi visoka temperatura, ki nastaja pri požaru, kar povzroča počasnejše napredovanje. Toplota močno vpliva na obremenitev same gasilske skupine in s tem zmanjšuje posredovanje napadalne skupine. V prostoru obstaja možnost nastanka tako imenovanih požarnih efektov, govorimo o preskoku, požarnem preskoku in pa povratnem ognju. Gasilca morata zelo dobro poznati faze požara, znati morata prebrati znake, ki nakazujejo na sam preskok oziroma na polno razvit požar v prostoru in pa seveda po možnosti te znake oziroma preprečevati nastanek teh efektov. Naslednja stvar, ki lahko ogroža njihovo življenje, je verjetnost nastanka eksplozij. Govorimo o nekih plinskih inštalacijah, verjetno tudi še kakšnih plinskih jeklenkah v stanovanjskem objektu. Obstaja nevarnost elektrike in pa seveda nevarnost rušenja nekih, bom rekel, nosilnih konstrukcij objekta. Delo napadalne skupine poteka po kolenih, gibanje po kolenih, stalno se držita stene v dogovorjeni smeri, iščeta ponesrečene osebe, iščeta odprtine, skozi katere bi odvajala vroče dimne produkte za hitrejše in pa lažje napredovanje v prostoru in pa seveda čim hitrejše najdene žarišča požara oziroma eventualnih ponesrečenih oseb. Med tem časom je vodja intervencije od napadalne skupine dobil informacijo, da je požar uspešno pogašen. Nadaljevali bomo z drugo točko, z drugim prikazom uporabe, možnosti uporabe avtolestve. To je uporabla avtolestve pri preprečevanju širjenja požara po zunanji vertikalni strani. V prejšnji točki smo opazili, kako dim izhaja skozi okno. Predstavljajte si danes novogradnje, ni fasade, ki ne bi imela vsaj 20 cm stiropora. Vroča dimna masa, ki izhaja iz prostora, ko gasilci naredijo odprtino, obstaja tudi možnost izhajanja plamenov, lahko povzroči vžig tako imenovane izolacijske obloge, po domači stiropora, vkolikor govorimo o požaru, ki je oziroma v zadnjem nastropju v bližini strešne konstrukcije, se ta požar po zunanji strani lahko kaj hitro prenese v strešno konstrukcijo. Gasilca, ki sta trenutno v avtolestvi, v košari, v napadalca, bosta izvajala ohlajevanje, prikazala ohlajevanje dimnih produktov z uporabo, v prvem primeru z uporabo ročnika. V košari imata nameščeno krajšo C-cev, ki jo zaključita s C-ročnikom in z razprašenim curkom lahko ohlajujeta dimne produkte. Naslednjo možnost, ki jo avtolestev nudi, je ohlajevanje dimnih produktov po vertikalni strani z uporabo vodnega monitorja.
Trenutno izvajate ohlajevanje z uporabo ročnika, govorimo ročnika C, kar pomeni pretok vode, razpršen curk, pretok vode, v tem primeru tam 130-230 litrov na minuto. V primeru uporabe monitorja, govorimo o pretokih tam do 2000 litrov, moram povedati pošteno, da monitor bi v glavnem uporabljali pri večjih požarih, pri izdelavi odprtin na strehah, pri požarih gospodarskih poslopij, industrijskih objektov in pa tako dalje. Napadalna skupina se je trenutno s košaro vrnila, sledi pospravljene opreme iz košare in pa nadaljujemo s prikazom tretje točke, s katero mi želimo prikazati reševanje ogroženih oseb oziroma izdelave tako imenovane druge evakuacijske poti. Ko govorimo o drugi evakuacijski poti, moram povedati, da se gasilci v posredovanju na visokih, višjih objektih v prvi vrsti poizkusimo uporabiti tako imenovano prvo evakuacijsko pot, pomeni stopnišče. Drugo evakuacijsko pot bi uporabili za reševanje ogroženih oseb v primeru, da bi bilo več nadstropij skozi stopnišče zadimljenih, kar bi onemogočalo oziroma oteževalo hitro evakuacijo oziroma reševanje večjega števila oseb. Zato se v teh primerih poslužimo reševanja oseb iz višjih nadstropij iz košare, kar pomeni, gasilca se bosta povzpela do nadstropja, košaro približala v našem primeru okenski odprtini, v realni situaciji v balkonu in pa se pravi reševalci oziroma ogrožene osebe v tem primeru se stopajo iz balkona v samo košaro. Želel bi tukaj povedati, košara avtolestev nova pridobitev v primerjavi s prejšnjo. Sama košara omogoča več odprtin za vstop v sam prostor, košara omogoča tudi odstranitev sprednjega dela ograje v košari in pa seveda vstop ogroženih oseb z invalidskim vozičkom. Napadalna skupina je uspešno rešila 2 osebi iz višjega nadstropja. Moram poudariti, da je pri tem delu potrebno veliko zaupanje ogroženih oseb gasilskemu delu, namreč sestop iz balkona oziroma iz okenske odprtine v samo košaro na višini 30 metrov je več kot pa enostaven. Sledi naslednji prikaz, s katerim želimo prikazati možnost izvedbe prezračevanja prostorov, spet govorim, v visokih objektih s uporabo avtolestja in pa seveda prezračevalnika. Kolegi so na košaro namestili adapter, namestili prezračevalnik, električni prezračevalnik. Za pogon električnega prezračevalnika je na dnu avtolestve zmontiran električni agregat moči 14 kW, ki zagotavlja električno energijo za pogon raznih
ročnih orodij in ne nazadnje lahko tudi za izvedbo same razsvetljave. Omogoča nosilnost 500 kg oziroma po domače povedano v košari lahko stoji 5 oseb. V košaro je možno vstopati z 4 vhodov. Avtolestev oziroma lestev je možno upravljati tudi iz košare prek upravljalne plošče. V košari, kot sem že omenil, je montirana C-cev z ročnikom namenjena gašenju in pa ohlajevanju vročih dimnih produktov in pa preprečevanju širjenja požara. Gašenje z avtolestve lahko izvajamo tudi z uporabo monitorja s pretokom 2000 litrov, ki je stopenjsko nastavljiv in pa seveda ima šobo za uravnavanje oziroma izdelavo ustreznega curka. Gašenje z avtolestve je možno z uporabo vode oziroma lahko gasimo tudi z uporabo pene. Posebne funkcije, ki jih ima avtolestev, je tako imenovan sistem vertikalnega reševanja, kar pomeni, da je lestev sposobna se gibati na enake oddaljenosti od same zgradbe, od tal pa do vrha. Ima sistem samodejnega vračanja, ima sistem avtomatske postavitve košare pred vozilo in pa seveda sistem avtomatskega zlaganja košare. No, v času mojega govorjenja so kolegi uspeli zagotoviti prezračevanje objekta. Kako, na kak način lahko vidite ventilator vklopljen, ventilator izklopljen, se pravi, vidi se, kako se ob vklopljenem ventilatorju poveča hitrost izhajanja dimnih produktov iz objekta, kar omogoča znižanje temperature in pa seveda izboljšanje vidljivosti na padalni skupini. V zadnji točki vam želimo prikazati mogoče eno za nas oziroma za gasilce najnevarnejših del. Gasilska skupina bo preko avtolestve iz košare na strehi stolpa izdelala odprtino za odvod vročih dimnih produktov. Gasilci so trenutno v fazi pripravljene opreme za izvedbo naloge, kar pomeni, pripravljajo motorno žago, napadalna skupina se opremlja v popolno zaščito za izvajanje napada v notranji prostor. Glede na to, da bodo delali na visokem objektu, sestopali iz košare na streho objekta, se opremlja tudi s tako imenovanimi varovalnimi pasovi in pa opremo za delo na višini.
Že nekaj trenutkov pa bo skupina pripravljena za izvedbo naloge izdelave odprtine za odvod vročih dimnih produktov. Omenjena naloga se izvaja v kombinaciji z izvedbo notranjega napada ali ponavadi preko stopnišča. Pri tej nalogi je zelo pomembna komunikacija obeh napadalnih skupin. Pomeni napadalne skupine, ki izvaja gašenje v prostoru, in pa napadalne skupine, ki bo izdelovala samo odprtino. Pomembna je komunikacija obeh skupin z vodjem intervencije. Tukaj posebna naloga vodje intervencije, da pred samo izdelavo odprtine ustavi prezračevanje objekta, namreč, vkolikor tega ne bi storil, bi pri odprtju strehe vsi dimni produkti vplivali oziroma izhajali skozi gasilsko skupino, ki bi to odprtino izdelovala, in seveda obstajala bi velika verjetnost poškodb skupine in pa seveda, da ne bi še kaj preveč povedal. V glavnem, zelo je pomembna komunikacija vodje obeh napadalnih skupin z vodjo intervencije. Gasilska skupina, ki je zdaj vstopala na samo ostrešje objekta, bo z uporabo verižne motorne žage izdelala odprtino. Drugi gasilec s polno cevjo pripravljen čaka na izhod vročih dimnih produktov in pa seveda ohlajevanje samih produktov, ki preprečujejo prenos požara na sosednje objekte. Mogoče samo za orientacijo, gasilska skupina na strehi trenutno dela na višini 20 metrov. Ker jih je gor zelo težko videti, pa če jih ne vidite, lahko pogledate v bližino belega šotora na monitor. Naša zadnja pridobitev, pridobljena včeraj, se pravi, vso intervencijo opazujemo, spremljamo preko drona. Ta dron nam bo pomagal po izvedbi naloge, po zaključku, ko se vrnemo v gasilski dom, pri sami analizi. Lahko bomo pogledali izvedbo komplet intervencije, lahko bomo pogledali način zagotavljanja požarne vode, delo napadalnih skupin, postavitev lestve in tako naprej, kar nam seveda pomaga pri sami analizi, pri izsledkih analize in pa seveda pri nadaljnjem delu. Spoštovani obiskovalci, gasilci so svojo nalogo upravljali tudi na zadnji delovni točki. Z tega mesta se vam zahvaljujemo za današnji obisk. Se vidimo prihodnje leto. Hvala lepa.
Baby